Spoštovani, odpiram slavnostno sejo občinskega sveta o 25. občinskem prazniku občine Puconci. Drage dame, cenjeni gospodje, dovolite mi, da še posebej pozdravim župana občine Puconci, Ludvika Novaka. Podžupana Jožefa Ficka. Podžupana Branka Drvariča. Občinske svetnice in svetnike. Poslanca Evropskega parlamenta, gospoda Franca Bogoviča. Poslanca Državnega zbora, gospoda Jožefa Horvata. Predstavnike pobratenih občin Zabok iz Hrvaške, Tordaš iz Madžarske, Čičevac iz Srbije, Prelog iz Hrvaške in Sveti Nikola iz Makedonije. Predstavnike prijateljskih občin Petrovac na Mlavi iz Srbije, Poljane iz Ukrajine ter Bad Radkersburga iz Avstrije. Pozdravljam še ravnatelja Osnovne šole Puconci, predstavnike cerkve v občini, častne občane občine Puconci in druge prejemnike občinskih priznanj in nagrad, direktorja javnih podjetij in razvojnega zavoda, župane in predstavnike sosednjih občin ter vse ostale navzoče. Opravičili so se minister brez resorja, pristojen za razvoj in evropsko kohezijsko politiko dr. Aleksander Jevšek, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano gospa Irena Šinko, poslanec Državnega zbora Damjan Zrim in generalna konzulka Republike Slovenije v Monoštru gospa Metka Lainšček. Na oder vabim podžupana občine Puconci, gospoda Jožefa Ficka. Lep pozdrav vsem prisotnim in iskrena dobrodošlica gostom izven naše občine, posebno iz pobratenih občin iz tujine, ki po dveletni prekinitvi lahko spet obogatite naše praznovanje. V letošnjem letu je moral župan Ludvik Novak na svojem telesu dovoliti nujen servisni poseg, za katerega odločitev ni enostavna za slehernega posameznika. Mogoče je na njegovo odločitev ključno vplivalo nagovarjanje nas, sodelavcev v občini. Tudi sam sem v županovanju Ludvika večkrat ugotavljal in ga na to tudi opozarjal, da ob opravljanju pomembne funkcije županovanja ne zanemari skrbi za lastno zdravje. Pri tem je, to bo verjetno tudi sam priznal, imel težave. Poudarek ni pri zdravju, pač pa pri skrbi zanj. Kot da je bilo na občini vedno nekaj bolj pomembnega in nujnega kot skrb za lastno zdravje. Se še spomnimo? Podobno smo ugotavljali pri Nemec Ernestu po tragični prekinitvi županovanja leta 2015. Kot rečeno, župan je sprejel pomembno osebno odločitev, skupaj pa se lahko veselimo rezultata in mu seveda želimo, da bo v prihodnje užival v krogu družine in s svojimi številnimi prijatelji in da bo s čim manj potrebnimi posegi vzdrževal svoje zdravje. Seveda pa to ne bo možno popolnoma brez občine. V času odsotnosti je začasno prenesel pooblastilo name,
Tudi njegovo odločitev, da pripravim in izvedem današnji nagovor, sem sprejel kot zadolžitev. Letos beležimo 25. praznik občine Puconci. Pred 2 letoma praznovanja s prireditvijo zaradi covida ni bilo možno izvesti, lansko pa je bilo v precej prilagojenem obsegu. Se opravičujem, da omenjam to verjetno za večino ljudi na svetu v zadnjih letih najbolj zoprno besedo, vendar žal mimo nje ne moremo. Pravijo, da se bomo morali navaditi živeti z njim. Drži. Morali pa bomo kljub temu, da so se učinki okužbe na ljudi precej zmanjšali, njegovo prisotnost upoštevati in določene ukrepe izvajati. Njegov epidemiološki značaj je namreč še vedno zelo intenziven. Primerjavo vidim v pojavu poledice v prometu. Vsi jo poznamo, vemo, kdaj in kje se lahko pojavi, pa kljub temu marsikomu, ki ne prilagodi vožnje razmeram, lahko povzroči hude posledice, tudi tragične. Ali smo kot družba dovolj zreli, da bomo sposobni ravnati glede covida dovolj samozaščitno, bo pokazal čas. Na ukrepe, ki jih uradne politike glede covida izvajajo, predvsem to velja za Slovenijo, ne morejo biti zagotovilo, da se lahko počutimo glede covida varni. Če je ena vlada v začetnih nepredvidljivih razmerah izvajala morda včasih preveč rigorozne ukrepe, jih druga v skladu s slovensko politično folkloro izvaja ravno nasprotno. Na nas ljudeh ostane, da ravnamo samozaščitno, če pa že pride do okužbe, pa naredimo samo to, da preprečimo prenos okužbe na druge. Samo na tak način bo mogoče živeti s covidom in tudi preživeti, kar veliko ljudem žal ni bilo dano. Prepričan sem, da bi lahko vsak med nas naštel nekaj znancev, nekateri prijateljev ali svojcev, za katere je bil covid usoden. Ob praznovanju običajno občine izpostavimo pridobitve preteklega obdobja v občini ali jih celo hkrati predamo namenu. Tudi danes se bomo po tej slovesnosti odpravili v Prosečko vas, kjer so zgradili za sam kraj izjemno pomemben objekt. In kako je funkcionirala občina v preteklem obdobju? Občine naj bi poleg izpolnjevanja zakonsko naloženih obveznosti do svojih občanov in ustanoviteljskih obveznosti do zavodov skrbela tudi za razvoj. A imamo občine pogoje za to, oziroma v kolikšni meri je zagotavljanje razvoja odvisno od nas samih? Osnovno financiranje občin se je sicer pred leti z zakonom o finančni razbremenitvi občin in predvidenim usklajevanjem tako imenovane glavarine bistveno popravilo, za kar so župani, eni in drugi, naši in vaši, izražali zadovoljstvo. Vendar je letošnja medijsko opevana osvoboditev Slovenije zadovoljstvo precej zmanjšala. Kljub več kot občutni inflaciji in naraščanju predvsem stroškov za energijo, zaradi katerega bo država pomagala na več nivojih, kar je prav, so v javnost prišli namigi, da naj bi se glavarina v prihodnje realno celo znižala. Nerazumljivo je tudi, zakaj v pomoč za premostitev energetske draginje nismo vključene občine, ki ravno tako neposredno ali posredno v zavodih, kjer imamo ustanoviteljske obveznosti, čutimo posledice kot vsi drugi. Spet bomo občine morale vzeti tako imenovana razvojna sredstva za pokrivanje tekočih stroškov. Na realizacije načrtov razvojnih programov, ki jih občine lahko imamo še kako dobro pripravljene, pa v veliki meri vplivajo sofinanciranja iz državnih in evropskih virov. Ta preko razpisov v nekih obdobjih so, v nekih pa jih ni in so skladno s tem investicijske aktivnosti v občinah precej okrnjene. Če posamezni projekti niso usodno nujni, jih občine prenesemo v prihodnost. Če pa so, se jih rešuje z zadolževanjem. Občina Puconci je v tem trenutku med slovenskimi občinami podpovprečno zadolžena. Povprečna zadolženost slovenskih občin po prebivalcu je okrog 510 evrov, v občini Puconci je ta 305 evrov. Pred kratkim smo zaradi ugodnih obrestnih mer izvedli refinanciranje zadolžitev za projekte, ki jih imamo pripravljene za realizacijo in bo zanje zadolževanje nujno, torej možnosti obstajajo. Po drugi strani pa županu
ki s tem mandatom zaključuje ero županovanja, ne bo mogel nišče očitati, da je občino predal prezadolženo. Trenutno imamo za 2 projekta predvideno sofinanciranje strani države. Za novogradnjo vrtca pri osnovni šoli Putonci je pogodba o sofinanciranju podpisana, za izvedbo sistema za odvodnjavanje in čiščenje odpadnih voda na Vaneči, prva faza, pa še nismo prejeli sklepa. Iz opravičljivih razlogov smo izvedeni postopek izbire izvajalca za izgradnjo vrtca razveljavili. Prispela najnižja ponudba je namreč krepko presegala zagotovljena sredstva. Potrebno bo v proračunu zagotoviti manjkajoča sredstva, vprašljiva pa bi bila tudi letošnja realizacija v obsegu letos predvidenih sredstev državnega sofinanciranja. Ocenjujemo, da bi v ponovljenem razpisu v prihodnjem letu lahko bile ponudbe ugodnejše. V vsakem primeru pa bo dinamiko izgradnje potrebno prilagoditi proračunskim zmožnostim tudi ob uporabi zadolževanja. V bližnji prihodnosti naj bi prišlo do obnove državne ceste v Mačkovcih, kjer bo obveznost občine, glede na to, da bo hkrati izvedeno kanalizacijsko omrežje v cestišču tudi zajetna. Glede začetka del vemo v tem trenutku le to, da je vlada zaustavila nadaljevanje postopkov za projekte, katere še niso v realizaciji. V pripravi je tudi projekt obnove državne ceste v Lemerju, v nadaljevanju skozi Dankovce in potem skozi Puževce in Strukovce. Predvidoma v tem vrstnem redu, vendar glede na to, da je investitor v teh projektih država, ne moremo predvideti, kdaj bo do izvedbe prišlo. Omenjeni državni projekti znatno obremenjujejo tudi občinski proračun, saj se poleg sofinancerskih obveznosti hkrati posodablja oziroma obnavlja komunalna infrastruktura v cestišču. V preteklih 2 letih je bila v okviru vzdrževanja izvedena popolna obnova državne ceste od Lemerja vse do meje z občino Grad. Upravljavca državnih cest pa strani občine opozarjamo na potrebne posege še na preostalih odsekih. Ob tem se bo moral občinski proračun sproti prilagajati tem projektom, kot je bilo to v preteklem letu, saj je po tehnični in ekonomski logiki bilo potrebno med samo obnovo ceste vgraditi kanalizacijsko omrežje v delu naselja Bodunci. Take potrebe vnašajo dinamičnost v občinski proračun. Skladno s potrebami in zmožnostmi proračuna pa se dogovorno s krajevnimi skupnostmi izvajajo obnovitvena dela na lokalnih cestah in javnih poteh. V prihodnje bo potrebno večji poudarek dati predvsem javnim potem po naseljih, kjer se ta tudi zaradi sodobnega načina kmetovanja z velikimi stroji pospešeno obrabljajo. Dinamično pa je tudi na projektu Doma borcev na Vaneči, kjer smo prvotno predvidevali, da bi danes nadaljevali praznovanje, pa žal dela še niso zaključena. Dom bo dobil novo vlogo pod nazivom Hostel, oaza sprostitve v objemu gozda, vendar pa bo svoj zgodovinski pomen s tradicionalnimi prireditvami ohranil. V obnovo bo potrebno vložiti blizu 300 000 evrov, kar predstavlja kljub brezplačnemu prenosu lastništva na občino neobičajno velik vložek. Ugotovilo se je, da je bil objekt zelo površno zgrajen. Smo pa prepričani, da bo njegova obnovitev predstavljala dodano vrednost turistični ponudbi občine, ki bo opravičevala vložena sredstva. Naj omenim še nekaj projektov, ki so pripravljeni do določene faze in se bo z njimi občina ukvarjala v prihodnje. Do gradbenega dovoljenja je pripravljen dom za starejše v Putoncih. Vključno z obnovitvijo stare šole v Putoncih, projekt zajema izgradnjo doma za dnevno in institucionalno oskrbo s 64 posteljami. Te kapacitete naj bi za prihajajoče obdobje zagotavljale pokrivanje tovrstne potrebe v občini in okolici. V tem trenutku ostaja še odprto vprašanje investitorja. Ne ve se trenutno niti kakšne oblike reševanja teh potreb bo predvidela država. Izvajanje sprejetega zakona o dolgotrajni oskrbi je namreč odloženo.
Ne izključujemo tudi možnost vključitve privatnega investitorja. V Strukovcih, na kraju rojstva Števana Kuzmiča, je predviden kulturno-turistični projekt imenovan Hiša prekmurske besede. Glede na vsebino, prekmurščina se namreč ne konča na mejah občine Puconci, bi to moral biti širši regijski projekt, pa se bojim, da to ne bo. Na Bodenskem hribu je primerna lokacija za razgledni stolp, ob katerem bi lahko nastala zanimiva turistična točka z lokalno ponudbo. Imenoval naj bi se Vidikovec. Idejni projekt je izdelan, vendar trenutne razmere kažejo na to, da bo projekt moral počakati na ugodnejše čase. Veliko negotovosti pa je s projektom vodovod sistema B druga faza. V sklopu tega projekta bo v občini zgrajeno omrežje do objektov, kjer tega še ni, in zamenjan transportni vod od prečrpališča v Predanovcih vse do konca vasi Lemerje. Na tem delu transportnega voda je bilo v preteklosti namreč največ strojelomov. Negotovosti povzročajo na eni strani trenutne razmere na trgu, na drugi strani pa sam pristop udeležencev. Verjetno nisem edini, ki ugotavljam, da bi vodenje okrog 35-milijonskega projekta morala prevzeti strokovna ekipa, ki bi se v času priprave in izvedbe projekta ukvarjala samo s tem. S tem, ko se je pa vodenje predalo manjši občini, ki ima temu primerno upravo, pa je zadeva izpostavljena tveganjem. Upajmo, da bodo zadeve stekle in se tudi primerno zaključile. Tudi naših nekaj gospodinjstev namreč življenjsko čaka na možnost priklopa na omrežje. Pretežni del občine pa podobno čaka na možnost na priklop na širokopasovno optično omrežje. V naseljih, kjer je bilo tržno zanimivo, je Telekom zgradil omrežje. V pretežnem delu občine pa še vedno občani čakamo nanj. Prijetno nas je presenetil operater Telemach, ki je v tržno najmanj zanimivi vasi v občini Bokračih in romskem naselju Dolina zgradil optično omrežje. Projekt Rune, ki zajema vso preostalo občino, pa se vleče že kar nekaj let in nikakor ne pride do začetka izgradnje. Sam sem glede izvedbe še optimist, kljub odgovoru predsednika vlade na srečanju s pomurskimi župani letos avgusta v Dobrovniku, na vprašanje tam prisotne edine županje, ali lahko država na kakršenkoli način pripomore, da bi se v delu Prekmurja pospešila izgradnja širokopasovnega omrežja. Vprašanje je bilo podkrepljeno s težavami naših otrok pri pouku nadaljavo, ko zaradi nezmogljivosti omrežja sploh niso mogli sodelovati. Odgovor predsednika vlade pa je bil, da pa res ne smemo pričakovati, da se bo do vsake domačije zgradilo optično omrežje. Nekateri tu prisotni se verjetno spomnite, da je država pred leti v Prekmurje namenjena sredstva za izgradnjo širokopasovnega omrežja prenesla ravno na območje severne Primorske. Zato seveda ni odgovoren sedanji predsednik vlade, ki tam domuje. Je pa odgovoren za sedanje in bližnje prihodnje stanje. S takimi in še nekaterimi odgovori na omenjenem srečanju pa nam še enkrat več sporoča, da se v Prekmurju za enakopravnost, ki je drugim Sloveniji dana, moramo sami boriti. Tako kot so se pred 100 in nekaj leti pogumni rojaki zgodovinsko izborili, da smo postali del Slovenije. Ali tako kot smo prekmurski poslanci morali leta 2005 enotno nastopiti z vložitvijo amandmaja ob sprejemanju zakona o praznikih. Primorska je zakonom dobila praznik. Prekmurci smo se za svojega morali sami izboriti. 2 poslanca sva takrat vložila amandma proti lastni vladi. Na enotnost pomurskih poslancev, ko gre za zadeve regionalnega značaja, sem pomislil ob letošnjih dogajanjih v klubu pomurskih poslancev, ko naj ne bi bilo možno sodelovanje v klubu, ker opozicijska poslanca ne podpirata vladnih predlogov. No ja, bili so strani države v preteklosti tudi poskusi, kot je recimo bil poseben zakon o razvojni podpori pomurski regiji, ki je prinesel določene razvojne premike.
Vendar pa, ko primerjamo rezultate omenjenega zakona v Pomurju z rezultati razvoja v ostalih regijah Slovenije v istem času, seveda brez posebnega zakona, ti bistveno ne odstopajo. Omenjam pa še en primer, ki tudi kaže odnos države do Prekmurja. Pred 2 letoma je bilo uvedeno dodatno financiranje občin z romskimi naselji. Nisem posebej omenjal, da živi v občini Puconci okrog 8% romskega prebivalstva, saj jih res želimo imeti za enakopravne člane družbe. V zakonu uporabljen ključ za delitev sredstev po občinah je prekmurskim 12 občinam ob približno enakem številu romskega prebivalstva kot v občinah v ostalih delih Slovenije dodelil 1/4 sredstev, ostalim pa 3/4. Sem si rekel, no zdaj so pa celo naši Romi 3-krat manj vredni kot Romi izven Prekmurja. Omenjam ta primer, ker se lahko na tem mestu v svojem imenu in imenu 12 prekmurskih občin z romskimi naselji javno zahvalim klubu prekmurskih poslancev in tistim županom, ki so sodelovali pri koordiniranih aktivnostih s Ministrstvom za javno upravo, posledica katerih je bila 1 leto po sprejetju zakona sprejeta sprememba, ki prekmurskim občinam po polni uveljavitvi financiranja prinaša letno 100% oziroma 1,5 milijona več sredstev. Aktivnosti smo sprožili v občini Puconci. A spoštovani prisotni, zaznate kakšno podobnost z navedbo, ki jo je že leta 1937 avtor z inicialkama CZ v Slovenski reviji za kulturo in književnost Sodobnost v prispevku pod naslovom Po Prekmurju med drugim navedel, citiram, Sibirija, ki ni Sibirija. Na to nas je moral opozoriti gospod Markišič v Politiki, gre za takratni časopis, z 31.7.1936, da v Sloveniji vladajo napačni pojmi o Prekmurju, da Slovenci premalo poznamo ta kraj svoje domovine in da se Ljubljana malo briga zanj. To je le preveč res, konec citata. Ne glede na vse navedeno, v občini Puconci in v celotnem Pomurju moramo z optimizmom gledati v prihodnost. V trenutnih razmerah, ko imamo v državni politiki zgodovinsko največ poslancev, ministrov in državnih sekretarjev iz regije, upravičeno pričakujemo, da se nam ne bo dogajalo, da se bomo morali za enakopravnost boriti. Tako kot so nam starši z rojstvom dali osebne praznike in imamo vsak svojo domovino, katere praznike slavimo, imamo tudi svojo občino, katere praznik občani Puconci slavimo v teh dneh. Verjetno ni zadovoljstvo sleherne občanke in občana ob tem popolno. Tako ne bo tudi ob prihodnjih praznovanjih. Radi rečemo, da niso stvari nikoli tako dobre, da ne bi bile lahko še boljše. Pri tem pa ne smemo izključiti tudi možnost, da bi lahko bile slabše. V prihodnje bo v občini Puconci v vsakem primeru sprememba. Župan Ludvik Novak namreč danes zadnjič praznuje praznik občine v funkciji župana. Velikokrat bo v teh časih deležen zahval. Ob tej priložnosti mu tako izrekam prvi javni hvala za vse opravljeno in mu seveda želim še mnogo tudi občinskih praznovanj. Iskrene čestitke občankam in občanom v praznike občine, posebne čestitke namenjam današnjim nagrajencem. Hvala lepa.
Na oder vabim slavnostnega govornika današnje prireditve, poslanca Evropskega parlamenta, gospoda Franca Bogoviča. Lep dober dan, spoštovane občanke, občani občine Puconci. Lep dober dan, Ludvik Novak, župan, tebi. Hvala tudi za to lepo priložnost, da lahko na zadnji seji občinskega sveta pod tvojim županovanjem, midva z Ludvikom se že dolgo časa poznava, zato si dovolim tikati, da sem dobil to prijazno vabilo in tudi iskrena hvala za vse tvoje delo v vseh teh letih, tako v občini Puconci, kakor tudi širše, ker se je tvoj glas slišal po Sloveniji. Pozdrav tudi podžupanoma, svetnicom, svetnikom občinskega sveta in vsem tistim, ki kreirate življenje v občini Puconci, dinamični občini, ki se tudi zelo hitro razvija. Lep, spoštljiv pozdrav tudi cenjenim gostom. Iz pozdrava je bilo slišati, da prihajate iz različnih držav, s tem se vidi odprtost občine in dovolite, da med tistimi, ki ste danes povabljeni in ste gostje na tej seji, še posebej pozdravim predstavnika, ki prihajate iz Ukrajine, iz države, ki danes ječi pod pritiskom ruske agresorske vojne in doživlja nekaj, kar smo si vsi skupaj predstavljali, da ne bomo nikoli več doživeli. Tako da spoštljiv pozdrav vama. In zagotovo lahko prenesete svojim rojakom popolno podporo v vašem boju in resnično želimo čim prej in pa čim več miru tudi v vaših koncih. Politiko kreiramo ljudje na različnih nivojih, zato me veseli, da je z nami danes tu tudi cenjeni kolega Jože Horvat, ker imamo Horvate, moram biti kar pazljiv, s katerim sva delila tudi nekaj časa poslanske klopi v slovenskem parlamentu in mirno lahko rečem, vedno zelo dobro sodelovala, kljub temu, da nisva bila iz iste stranke, pa je imela vedno zelo podobne poglede in tudi spremljam tvoje delo, tako da hvala za to. Dovolite, da med nami pozdravim tudi enega rojaka po krvi malce s Prekmurja, sicer Ljubljančana, Marka Balažica, ki smo ga v Slovenski ljudski stranki izvolili za novega predsednika in ko sva govorila, da pridemo danes v Puconce, se mi z veseljem pridružil. V prihodu v Puconce se takoj vidi, da prihajamo v mesto reformacije. Sam sem bil tudi 13 let župan v občini Krško, ki je tudi mesto reformacije iz Krška rojaka sta tako Bohorič, pisec slovenske slovnice, kakor tudi Jurij Dalmatin, ki je prevedel slovnico. In ti dve stvari, ki ste tudi praznik posvečate sodelovanju tistih, ki verujemo v ali politiko različno ali pa v vero, kot je v vašem prazniku, se pravi na sobivanje tistih, ki imajo tudi različne poglede. In veseli me, da dejansko to na najlepši način tudi izraža danes ta prisotnost vaših številnih gostov, kakor tudi ta duh, ki veje v smeri bitke na nek način za svoj kraj, hkrati pa spoštovanje tudi tistih, ki so mogoče drugače misleči ali pa tistih, ki prihajajo drugot in smo na nek način tudi usojeni v to sodelovanje. Kot sem že dejal, sem bil sam tudi župan, še predtem predsednik krajevne skupnosti, zato so mi bile besede gospoda podžupana zelo jasne in se vam zahvaljujem za vašo veliko sporočilnost, kajti včasih je v teh govorih preveč tega, kar se da na različen način razumeti. In sam, kljub temu, da sem zdaj v Evropskem parlamentu, vmes na nacionalni ravni, zelo cenim to, kar se dela na lokalni ravni. Tudi v Evropskem parlamentu delujem v odboru za regionalno politiko, v odboru za kmetijstvo, razvoj podeželja, v zadnjem času tudi v odboru ITRE, to je za gospodarstvo, tehnologijo, industrijo, znanost. In vse te stvari so na nek način povezane s tem, da se je potrebno za razvoj kraja potruditi in pa tudi imeti neke primerljive pogoje in pa posluh za tiste, ki so v razvoju mogoče potrebni tudi malce več podpore kot drugi. Konec koncev je evropska regionalna politika politika, ki sloni na dveh ključnih principih. Prvi je princip solidarnosti,
se pravi, da bogatejše države več plačajo v proračun, in drugi je princip subsidiarnosti, da potem najdemo tiste, ki najbolje izvedejo to in na kateri ravni se najbolje izvaja določene stvari. Slovenske občine, nekateri očitajo, da jih je preveč, da za ene so velike boljše, za druge so manjše boljše, sam vedno pravim, da je odvisno predvsem od tem, kako se občina vodi, kako so ljudje zavzeti, in od tega so odvisni rezultati. Zagotovo pa je ta kohezijska politika v preteklosti veliko pripomogla k temu, ne vem, da se pripeljemo v Prekmurje po avtocesti. Sam sem z vašim rojakom, gospodom Žerjavom, kot takrat ministrom na Ministrstvu za gospodarstvo, sam pa kot minister za kmetijstvo in okolje, smo sodelovali pri pomurskih vodovodnih sistemih in zagotovo je prišlo v ta konec precej denarja in se na nek način tudi pozna v vašem razvoju. Gospod podžupan je omenil nekaj, kar tudi sam apeliram na vas, na to, da se včasih treba znati dogovoriti. Pri vodovodu smo imeli kar precej težav s tem dogovarjanjem, iz besed je bilo slišati, da še pri kakšnem drugem projektu, zato mislim, da občine, ki so manjše po številu ljudi, manjše po površini, so še toliko bolj na nek način potrebne enega dobrega sodelovanja, zato mislim, da je to sodelovanje tudi v prihodnje nujno potrebno in želim, da najdete skupni jezik pri prizadevanjih za razvoj svojega okolja, kajti ta bitka je večna. Je ena vlada, druga vlada, ena ima mogoče bolj posluh za lokalne skupnosti, za manjše občine, druga manj, najbrž smo danes, pa zagotovo smo danes v tistih časih, zato mislim, da je nujno, da se te stvari, ki so bile tu omenjene, prepoznajo kot prepotrebne. Omenili ste širokopasovne povezave, tudi sam v Evropskem parlamentu zadnja leta delam na projektu pametne vasi, ki niso nič drugega kot to, kako narediti razvojni koncept, da bodo ljudje imeli kvalitetno življenje na podeželju. In začne se s širokopasovnimi povezavami. Če mnogim v preteklosti ni bilo še toliko jasno, kaj to pomeni, je zagotovo po COVID krizi, ki je na nek način zaznamovala nas priklenila na domove, tako z vidika šolanja, z vidika dela, je enostavno to nuja, kot je nuja dobra voda, o kateri tudi govorimo. Zato verjamem in upam, da bo v prihodnosti tudi dovolj posluha za te elementarne potrebe, ki konec koncev naredijo tudi okolje močnejše, odpornejše. V Evropi veliko govorimo zdaj o odpornosti evropske družbe. COVID je bil na nek način prvo ogledalo, ki je postavilo pred nas kruto resnico, ne vem, da ne znamo narediti mask ali pa za bojo proti COVID-u, da ni v Evropi več proizvodne ventilatorjev, ki so bili prepotrebni za preživetje, da je na področju izdelave zdravil 80% učinkovin, ki jih v Evropi vgradimo potem v zdravila, narejenih v Indiji in na Kitajskem. Zato se je takrat začel govoriti tudi o tej strateški suverenosti na najrazličnejših področjih, kjer so ta omenjena in še mnoga druga. Ugotavlja se velik zaostanek na področju digitalizacije, ki danes kroji življenje in na nek način tudi predvsem preveša tudi gospodarsko aktivnost, pa ne nazadnje tudi dobiček, profit v neke druge dele sveta, kljub temu, da mi zgradimo širokopasovne povezave, se pa različne platforme iz različnih koncev, največ iz Amerike, nekaj tudi iz Afrike, Azije, prelijejo ti prihodki v tiste dele sveta. In v tem delu smo prišli do enega zaključka, da rabimo odporno Evropo. In sam sem tudi skozi koncept teh pametnih vasi, kjer združujemo od kmetijstva, turizma, mobilnosti na podeželju, energetike na podeželju, ki postaja vedno bolj aktualna, skrb za starejše na podeželju, sem vedno znova potrdil in trdim, da ne bo odporne Evrope brez odpornega podeželja. Odporno podeželje pa pomeni poseljeno podeželje, podeželje, v katerem se z veseljem ostanejo tudi mlajši. Veseli me, da je sedaj tudi Evropska komisija prepoznala to kot eno od prioritet. Sem tudi poročevalec v poročilu o dolgoročnem razvoju podeželja do leta 2040, v katerem se na sistematičen način poskuša te stvari urediti. V vašem nagovoru, gospod podžupan, je bilo tudi rečeno nekaj, kar mislim, da se premalo zavedamo in smo po letu 90, ko so padle v Evropi meje, ko smo na nek način v mnogih državah upustili
aktivnosti na področju vlaganj v obrambne segmente, kjer smo na koncu postali neka pacifistična družba, ki zelo težko odgovori v vojaškem smislu v takem primeru, kot je vojna v Ukrajini. Po letu 2000 smo začeli enostavno verjeti, da lahko z obnovljivimi viri nadomestimo vsa fosilna goriva. Ravno vojna v Ukrajini nam je pokazala kruto resnico. Kljub, 500 milijard evrov je bil vložek v Nemčiji v obnovljive vire, smo ostali goli in bosi, da trepetamo pred tem, ali bomo imeli preko zime dovolj plina za ogrevanje, za industrijo ga ne bo dovolj, ker elektrika se proizvaja iz premoga, največ iz plina, ki je okolju prijaznejši, ne govorimo o industrijskih kompleksih, kjer je plin dobesedno odrezan sedaj od tega dela. In prehajam še na tretje področje, to je področje prehranske varnosti. Tudi tu v Evropskem parlamentu zelo veliko v zadnjih tednih, mesecih govorimo o streznitvi, kajti sam sem eden tistih najbolj glasnih na tem področju, ki trdim, da enostavno si ne smemo dovoliti to, kar smo naredili pri treh ključnih varnosti, ki jih imamo, najprej pri vojaški, pri energetski varnosti, da se to na kmetijskem področju, prehranskem enostavno ne sme zgoditi. Se pravi, da se mora odvijati proizvodnja tudi na evropskih tleh. In tu prihajamo, kje se to odvija, kje imamo proizvodnjo, imamo jo na podeželju. In zato še enkrat z moje strani iskrena zahvala za delo, ki ga upravlja vaša občina, za slovenske občine, ki so ohranile slovensko podeželje bistveno bolj poseljene kot v marsikateri državi, odkoder prihajate, z tudi že kvalitetno infrastrukturo in verjamem, da bomo tudi naprej se v tem delu prizadevali in imeli tudi posluh, tudi na nacionalni ravni. V Evropskem parlamentu je tudi sedaj zelo veliko tudi novih prioritet, ki so povezane z energetiko, z zdravjem, z vsem tem. Kljub vsemu pa ostaja regionalna politika kot tista, ki je ključna, ki bo na nek način tudi morala pomagati pri nadaljnjem razvoju. Med vrsticami je podžupan že tudi dejal, da smo Evropejci lahko hvaležni, da živimo v najbolj naprednem delu sveta, kjer je mirno lahko rečemo kvaliteta življenja na najvišjem nivoju, kjer so spoštovane človekove pravice, kjer po večini lahko pijemo vodo, ki jo črpamo v naravi, dihamo relativno zdrav zrak, jemo najkvalitetnejšo hrano, da pa smo na neki zelo resni preizkušnji, ali se ne bo mogoče zgodilo prvič po drugi svetovni vojni, da bo mogoče tudi kakšno leto slabše, kot je bilo v preteklosti. In mislim, da so pred nami resni, odgovorni časi in zaradi tega smo še toliko bolj poklicani k dobremu medsebojnemu sodelovanju, spoštovanju tudi tistih, ki drugače mislijo, ki verjamejo v drug prav in le takšni bomo lažje tudi šli skozi te, kar mislim, da zahtevne izzivalne čase. Slovenci smo znali to narediti, nekajkrat že v zgodovini nas so nekatere stvari povezale, mogoče potrebujemo trenutek zopet, da se malce bolje povežemo in zagotovo so prazniki, kakršne imate tu v Puconcih, v slovenskih občinah in pa vesel pogled na to, kar je bilo v preteklosti narejeno, nekaj, kar nam daje tudi zagon za prihodnje. Hvala lepa za vaše povabilo. Hvala lepa za vašo pozornost. Želim vam lepo praznovanje v tem lepem oktobrskem mesecu, kjer je še narava milostljiva, da bo kakšen kubik plina več ostal v teh skladiščih, o čemer govorimo, nam pa omogoča, da bodo lepi popoldnevi, kakršen bo tudi današnji. Hvala lepa za povabilo in še enkrat iskrene čestitke za opravljeno in čestitke ob vašem občinskem prazniku. Hvala lepa.
okviru praznovanja občinskega praznika vsako leto podelimo tudi občinska priznanja in nagrado. Vabim gospod Danico Kardoš, predsednico Komisije za priznanja in nagrade občine Puconci, da nas na kratko seznani z delom omenjene komisije in skupaj z županom opravi podelitev. Spoštovani, troje stvari ni nikoli moč vzeti nazaj. Izstreljene puščice, izrečene besede in izgubljene priložnosti. Torej ne izgubljajmo priložnosti in mi dovolite, da v imenu Komisije za nagrade in priznanja v občini Puconci izrečem iskreno dobrodošlico vsem našim gostom iz pobratenih in prijateljskih občin, kakor tudi lep pozdrav cenjenemu gospodu županu Ludviku Novaku, podžupanoma Jožefu Ficku ter Branku Dervariču, vsem svetnikom občine Puconci ter občinski upravi, vsem nagrajencem in prejemnikom priznanj ter ostalim cenjenim gostom, ki ste danes del te jubilejne 25. slavnostne seje občine Puconci. Komisija za nagrade in priznanja je 22. junija objavila razpis za podelitev priznanj občine Puconci za leto 2022, kateri se je zaključil 31. avgusta. Do omenjenega datuma smo prejeli na naslov občine 15 predlogov, katere smo obravnavali na seji komisije 14. septembra 2022. Komisija v celotni sestavi je po glasovanju določila nagrajence ter svoj predlog posredovala občinskemu svetu v potrditev. Občinski svet je na redni seji 29. septembra 2022 naš predlog v celoti potrdil. Tako vam lahko z velikim veseljem razkrijem letošnje prejemnike priznanj in nagrade občine Puconci za leto 2022. Navedla jih bom, preden bomo pogledali kratki film. Priznanja občine Puconci za leto 2022 prejmejo Športni klub Triglav Predanovci, Eugen Kuhar Puževci, podjetje Denis Trans d.o.o. iz Moščanec. Velika zahvalna listina se letos podeli gospe Tanji Marič iz Beznovec. Nagrado občine Puconci v višini 1000 evrov pa prejme nogometni klub Kema Puconci. Naziv častnega občana občine Puconci pa letos ne bomo podelili. Priznanje župana za leto 2022 pa pripada gospodu Danielu Pelcu iz Bodunec. Spoštovani prejemniki in seveda vsi ostali gostje, najprej vas vabim, da si vsi skupaj pogledamo predstavitvene filmčke in potem podelimo priznanja. Nagrajenci občine Puconci. Priznanje občine Puconci. Športni klub Triglav Predanovci. Športni klub Triglav Predanovci je bil ustanovljen leta 1992. Športni klub Triglav Predanovci je po članstvu največji in ima tudi najzahtevnejši tekmovalni program. V svojem programu ima državno prvenstvo v hokeju na travi in dvoranskem hokeju, evropska prvenstva in veliko mednarodnih turnirjev. Klub vključuje selekcije članice in člani. Oboji imajo že naslove državnega prvaka v hokeju na travi in dvoranskem hokeju ter pokalnega prvenstva. Mladinsko selekcijo, ki ima prav tako v svoji zbirki večkratni naslov državnega prvaka v dvoranskem hokeju in hokeju na travi. Članice oziroma ženska ekipa je bila kar nekaj let edina v Sloveniji in zato so tekmice iskali v tujini. Let 1996 je klub za žensko ekipo prvič nastopil na Evropskem klubskem prvenstvu v Italiji. Že leto pozneje
pa je enako prvenstvo organiziral tudi sam in s tem postal prvi klub v Sloveniji, ki je organiziral Evropsko klubsko prvenstvo. Klub ima še mlajše selekcije dečkov in deklic v različnih kategorijah, ki so vključeni v šolo hokeja na travi in prav te selekcije prinašajo v klub svežino in vidne domače ter mednarodne uspehe. Klub pa se lahko pohvali tudi z uspešnimi organizacijami evropskih prvenstev in mednarodnih turnirjev. V mesecu septembru je vsako leto organiziran največji mednarodni turnir v hokeju na travi za memorial Saša Fajsa, na katerem se je zbralo že tudi preko 400 otrok iz 8 držav. Klub organizira ali pripravi prostor za piknike, kampiranje, družabne igre, sindikalne igre in razne tekmovanja, tudi mini olimpijado, športni dogodek za otroke. Za uspešno delovanje kluba in dosežene rezultate ter za prispevek k prepoznavnosti občine Puconci v širšem prostoru mu občina Puconci podeljuje priznanje. Evgen Puhar. Evgen Puhar, predan zgodovinar, zbiratelj različnih zgodovinskih predmetov, slikar in prijeten sogovornik, rojen 8. 5. 1937 v Kuževcih, še danes rad ustvarja na svojem domu. Ukvarjal se je s kmetijstvom, saj je poleg manjše kmetije, ki jo je vodil, bil zaposlen kot molzni kontrolor. Sedaj pa zasluženo uživa v pokoju. S 16 leti je postal gasilec, kjer je bil v ženski desetini skupaj s še 4 fanti. Sedaj šteje že 68 let v gasilskih vrstah kot aktiven član. Bil je aktiven v desetini in kot veteran. Bil je predsednik nadzornega odbora, sekretar društva in prejel je gasilska odlikovanja prve in druge stopnje. Dejaven je bil tudi v vasi, saj je bil 2 mandata odbornik v vaškem odboru Kuževci in referent za mladino. Ni pa manjkal pri nobeni dejavnosti, ki so se odvijale v vasi, naj bo to v gasilstvu, kulturi, športu ali kot pomoč pri raznih delih, ki so se izvajale v vasi. Izpostavi 2 borovi gostilni, ker je obakrat bil v glavnih vlogah, kot družban in kot oče. Najbolj ga zanima zgodovina svojega rojstnega kraja, kar je izbral in tudi zapisal. Je avtor 2 biltenov ob obletnici gasilskega društva Kuževci, kjer je predstavljena zgodovina kraja in pri pisanju katere se je opiral na ustne in tudi pisne vire iz cerkvenega arhiva na Cankovi. Hrani veliko predmetov in listin, ki so zgodovinske vrednosti. Predvsem so to dokazi na področju gasilstva in dogajanja na ozemlju kraja, zato se zavzema za ohranitev zgodovine, kar pa današnjega prebivalstva pretežno ne zanima. Že vrsto let je predan slikar, kar je prenesel tudi na svoje rodove. Stene hiše krasijo slike naše pokrajine. Veliko slik je podaril, nekaj malega pa celo prodal. Za dolgoletno delo v lokalni skupnosti, za ohranjanje in negovanje zgodovinskih dejstev naselja in prenašanje znanja na mlade, mu občina Puconci podeljuje priznanje. Denis Trans d.o.o. Zgodovina podjetja Denis Trans d.o.o. sega v leto 2008, ko se je Denis Horvat podal na pot samostojnega podjetnika. Začel je iz popolne ničle. Tržno nišo je videl dejstvo, da je bilo povpraševanje po transportnih storitvah takrat precejšnje. Nabavili so 5 lahkih tovornih vozil skupne nosilnosti do 3,5 tone. Z enim vozilom so izvajali lokalne prevoze kruha in peciva na območju Kopra, z drugim prevoze za lokalno podjetje v Murski Soboti, ostali 3 pa so izvajali mednarodne prevoze po Italiji. Leta 2009 je trg zajela večja kriza,
kar je močno vplivalo tudi na poslovanje podjetja. Le to ni zdržalo pritiska konkurence in leasing hiši je bilo prisiljeno vrniti 4 vozila. Eno vozilo jim je uspelo odplačati in s tem so opravljali prevoze v pomurski regiji. Pozneje so nabavili starejša vozila in se ponovno podali na težko pot. Takrat so imeli 3 zaposlene voznike. Podjetje je ponovno dokaj uspešno poslovalo, toda pozneje se je izkazalo, da je za lažje poslovanje smiselno, če bi ustanovili družbo z omejeno odgovornostjo. Takrat so se morali marsičemu odreči. Odrekanje pa je obrodilo sadove, saj so v marcu leta 2011 odprli d.o.o. Družba se je imenovala Transverzala Transport d.o.o., ki pa so jo kar hitro preimenovali v Denis Trans d.o.o. Začeli so voziti s kombi iz Cerrado, kasneje pa so nadaljevali z vlačilci in prikoličarji. V podjetju je danes 35 zaposlenih. Njihov temeljni cilj je še vedno nuditi kakovosten, zanesljiv in prilagojen program ponudbe prevozov po konkurenčnih cenah. Z zaupanjem rednih in novih strank ter njihovim zadovoljstvom osvajajo domače in evropske trge. Temeljni moto podjetja je zanesljiva in varna dostava. Vozijo predvsem po Sloveniji, Avstriji, Madžarski, Hrvaški. Celoten kader je ustrezno usposobljen. Sedaj poslujejo že skoraj 15 let. Skupaj z zaposlenimi se trudijo, da s skupnimi močmi ustvarijo kakovostno in cenovno dostopno storitev. Zavedajo se, da je bilo potrebno vložiti veliko truda, se marsičemu odreči. Za podjetje postalo poznano in uspešno. Za prispevek k gospodarskemu razvoju občine in njeni prepoznavnosti v širšem prostoru jim občina Puconci podeljuje priznanje. Velika zahvalna listina. Tanja Marič. Tanja Marič je prevzela odgovornost predsednice Turističnega društva Vrtnica Beznovci že leta 2000. V društvu pa je že vse od leta 1996, od ustanovitve. Svoje delo opravlja vestno in odgovorno, saj do potankosti pozna vsa opravila, ki jih z veseljem uresničuje. Z društvom se udeležuje raznih strokovnih predavanj ter promocijskih sejmov. S svojimi 115 člani rada poskrbi za čisto in lepo okolico, saj je sama zelo organizirana in odgovorna, kar se kaže tudi v društvu in v vaški skupnosti. Tanja je oseba, ki veliko svojega časa žrtvuje v prid širše skupnosti in v prostovoljstvo. Je občinska svetnica, dejavna tudi v Pomurski turistični zvezi, krajevni skupnosti Zelikovci, evangeličanski cerkveni občini Vodonci, vaški skupnosti Beznovci, klubu malega nogometa Beznovci in vse povsod cenijo njeno sposobnost. Kot človek zna vstopiti stik s sočlovekom, zna vplivati nanj in pri njem spodbuditi pozitivni odnos do ustvarjalnosti v vaški sredini. Sposobnostjo organizacijskega vodenja aktivno vpliva na delovanje in povezovanje vseh društev v vasi in tudi sama rada večkrat izpostavi, da je v strpnosti in slogi moč. V svojem delu zelo uživa, z idejami pa rada priskoči na pomoč tudi ostalim društvom v občini Puconci. Za vas Beznovci je naredila veliko dobrega. Vso svojo energijo je vložila v obnovo vaškega gasilskega doma, ureditev okolice omenjenega doma in bila idejni vodja projekta 650 let omembe vasi Beznovci. V vasi sta vsako leto vsaj 2 širši prireditvi pod okriljem turističnega društva in Tanja je prav zagotovo gonilna sila teh dogodkov. Za pomembne dosežke v društvenem in krajevnem delovanju ter za prispevek k prepoznavnosti občine Puconci ji občina Puconci podeljuje veliko zahvalno listino. Nagrada občine Puconci.
Nogometni klub Kema Puconci. Kakor večina dejavnosti je tudi nogomet v Puconcih šel skozi različna, bolj ali manj uspešna obdobja. Nogomet se organizirano v Puconcih igra že od leta 1951, ko je bil ustanovljen nogometni klub Branik Puconci. Leta 1956 je bilo ustanovljeno telovadno društvo Partizan Puconci, ki je združevalo razne športne panoge in je znotraj društva bila organizirana tudi nogometna ekipa. Naslednji velik mejnik je bilo leto 1994, ko je bilo ustanovljeno samostojno društvo Nogometni klub Kema Puconci, ki v takšni obliki deluje še danes. Prvo domovanje kluba je bilo na bivšem puconskem sejmišču v Placu. V sezoni 76-77 se je pričelo igrati na novem igrišču Čatorni, kjer so bile zgrajene tudi slačilnice. V želji po boljših pogojih za vadbo in igranje nogometa je bilo pri osnovni šoli v centru Puconcev v letu 1989-90 zgrajeno novo nogometno igrišče in naslednje leto tudi vsi potrebni pripadajoči prostori. Zadnja pridobitev je avtomatski namakalni sistem. Z nenehnim vlaganjem v športno infrastrukturo ima danes nogometni klub Kema Puconci dobre pogoje za delo. V dolgoletnem tekmovalnem obdobju so se sledili tako uspehi kot tudi padci. Med večje tekmovalne uspehe kluba spada osvojitev 2 naslovov prvaka Pomurske lige v letih 96-97 in 97-98, pa tudi uvrstitev v 3. slovensko nogometno ligo Vzhod. Odmevnejši rezultat je tudi uvrstitev v 16. finala slovenskega nogometnega pokala, kakor tudi osvojitev prvenstva v prvi medobčinski nogometni ligi Murska Sobota, in sicer v sezonah 93-94, 2005-2006 in 2008-2009. V nogometnem klubu Kema Puconci se že od nekdaj zavedajo pomembnosti vlaganja v lastni kader, zato je delo z mladimi posvečeno veliko pozornosti. V preteklih letih je bila uresničena tudi želja po nogometni šoli, ki deluje že nekaj let in v katero je trenutno vključenih več kot 100 otrok v starosti od 6 do 19 let. Čeprav rezultati pri mlajših selekcijah niso v ospredju, je njihova želja, da bi se v prihodnjih letih selekcijo U15 in U17 uvrstili v državni rang tekmovanja in s tem potrdili konstantno in kvalitetno delo z mladimi. Prav tako je viden napredek dolgotrajnega, vztrajnega in kvalitetnega dela tudi v članski ekipi, ki se je uvrstila v višji rang tekmovanja. Od sezono 2020-2021 igrajo v Pomurski nogometni ligi, v kateri so vsi najboljši pomurski klubi, razen Mure, Beltincev in Nafte. Znotraj kluba sodelujejo v različnih tekmovanjih selekcije od U7 do U15, v sodelovanju z NK Čardom Martjanci, pa še v selekciji U17 in U19 ter v članski ekipi. Kot so zapisali, med glavna poslanstva kluba sodita skrb za razvoj in širjenje nogometa in športa nasploh. K temu sodi izobraževanje nogometašev, trenerjev in ostalih strokovnih delavcev, pa sodelovanje z vsemi organizacijami, ki lahko prispevajo k razvoju športa in nogometa, spodbujanje nogometne igre v duhu fair playa in preprečevanja vseh oblik nedovoljene diskriminacije. Največji uspeh kluba je zagotovo ta, da skoraj ni dneva, ko prideš na igrišče in vidiš gručo nadobudnih otrok, ki sproščeno, pod budnimi očesi trenerjem, tekajo za žogo. Za dolgoletno delovanje kluba in velik prispevek za lokalno skupnost mu občina Puconci podeljuje nagrado v višini 1000 evrov. Priznanje župana občine. Daniel Pelc. Daniel Pelc, rojen 18.9.1965 v Murski Soboti, stanujoč v Bodoncih. Po končani osnovni šoli v Radencih je šolanje nadaljeval na kadetski šoli za miličnike, ki jo je uspešno končal leta 1984.
Zaposlil se je na takratnem oddelku milice nad Cankom. Kot vsak miličnik je bil napoten v zaščitno enoto milice v Ljubljano. Delo v Ljubljani je bilo povezano z varovanjem oseb vse do Beograda. Tam je spoznal veliko prijateljev, s katerimi se še danes po več kot 40 letih srečuje. Po vrnitvi je delo opravljal na policijski mejni postaji Gederovci, policijski postaji Murska Sobota in policijski mejni postaji Središče ob Dravi, kjer se je leta 2016 upokojil. V letu 2000 je prevzel vodenje Združenja borcev za vrednote NOB-KOB Bodonci, s katerimi so organizirali čez 100 izletov po domovini in tujini. Ker obstajajo prijatelji iz službenih časov, je občino Puconci povezal s pobrateno občino Čičevač v Srbiji, kjer je postal tudi častni občan leta 2014. Ko potuješ, spoznaš tudi prijatelje, tako da je našo občino pripeljal do pobratenega mesta Sveti Nikole Makedoniji, s katerimi dobro sodelujemo. Daniel Pelc je tudi aktivni član Društva kmečkih žena Klas Bodonci. Za delo na področju lokalne samouprave in prispevek k prepoznavnosti občine v širšem prostoru mu župan občine Puconci podeljuje priznanje župana. Spoštovani gospod župan Ludvik Novak, prosim vas, da se mi pridružite na odru in da skupaj podeliva priznanje. Prav tako naprošam vse prejemnike priznanj in nagrad, da pridejo na oder za svečan prevzem priznanj in skupinsko fotografijo. Predstavnik športnega kluba Triglav Predanovci. Gospod Evgen Kuhar iz Puževec. Predstavnik podjetja Denis Trans iz Moščanec. Gospa Tanja Marič iz Beznovec. Predstavnik nogometnega kluba Kema Puconci. Ter gospod Daniel Pelc iz Bodonec. Spoštovani zbrani, dovolite, da v imenu prejemnikov priznanj in nagrade spregovori gospa Tanja Marič, prejemnica velike zahvalne listine občine Puconci. Spoštovani gospod župan, člani občinskega sveta, cenjeni gostje in vsi prisotni.
V imenu vseh prejemnikov, priznanj in nagrade občine Puconci se najprej zahvaljujem vsem, ki ste opazili naše delo in naš prispevek k napredku naše občine. Prejemniki priznanj smo z različnih področji delovanja, kulture in turizma, športa, gasilstva in gospodarstva, kar dokazuje, da se naša občina in občani trudimo, da dosežemo naše zastavljene cilje, čeprav se včasih znajdemo na križpotjih in je potrebno s skupnimi močmi in idejami izbrati pravo smer. Pri tem je prav gotovo potrebna podpora družin, kajti velikokrat je zaradi našega delovanja v društvih in še kje, kamor smo prostovoljno vključeni, okrnjeno družinsko življenje. Tako gre zahvala tudi našim družinam za razumevanje in podporo. Želimo in obljubljamo, da se naša prizadevanja z današnjim dnem, z današnjim prejemom priznanj ne bodo zaključila. Pravijo, da vetra ne moremo spreminjati, lahko pa nastavimo svoja jadra. Zato nastavimo jadra tako, da bomo tudi v prihodnje ujeli prave priložnosti in skupnim sodelovanjem napredovali v dobrem in tako prispevali k večji prepoznavnosti naše občine na vseh področjih delovanja. Ob koncu se v imenu vseh prejemnikov priznanj še enkrat iskreno zahvaljujem. Vsem občanom občine Puconci pa ob občinskem prazniku iskreno čestitam. Hvala. Dragi prejemniki priznanj in nagrade, nobena stvar ne naredi človeka srečnejšega kot njegovo lastno prepričanje, da je naredil najboljše, kar je mogel. V lastnem imenu in v imenu Komisije za priznanja ter nagrade pa lahko rečem, bodite prepričani, da ste naredili najboljše, kar ste mogli. Zato se vam za ves vaš trud, požrtvovalnost najlepše zahvaljujem in želim še veliko uspeha ter še več energije, da svojim dobrim delom nadaljujete tudi v prihodnje in tako poskrbite za razvoj in razpoznavnost naše prelepe občine Puconci. Vedite, daleč najboljša nagrada, ki jo ponuja življenje, je priložnost, da marljivo opravljamo delo, ki ga je vredno opravljati. Iskrene čestitke. Iskrene čestitke in en velik poklon pa izrekam vsem vam, nam, drage občanke in občani občine Puconci, za ta čudovit jubilej, za srečno prehojeno pot skozi 25 let naše občine. Prehodili smo četrt stoletja, postali modrejši, izkušenejši ter se marsikaj novega naučili in dobrega naredili. Dragi zbrani, vedite, da smo se naučili tudi to, da bodo ljudje pozabili, kar ste rekli. Ljudje bodo morda pozabili, kar ste naredili, vendar ljudje ne bodo pozabili, kako so se zaradi vas počutili. Zato vam želim, da ostanemo iskreni in srčni občani naše lepe občine,
ki bodo v slogi delali za skupno dobro vseh nas in tako za sabo puščali sledi dobrega počutja. Sedaj pa na oder vabim gospo Matejo Breznik-Fujs, direktorico občinske uprave občine Puconci, za podelitev nagrad zlatim maturantom. V občini smo ponosni na mlade, ki so na svojih področjih še posebej uspešni. Danes podeljujemo priznanje tudi dvema zlatima maturantkama, Alini Žižek in Leji Jelen Anđelić, kateri vabim na oder, da se nam pridružita. V imenu Aline bo priznanje prevzela njena mama. Naš oder pa danes krasi poseben izdelek, in sicer kvačkan grb občine Puconci, ki je bil izdelan v sklopu projekta Slovenija kvačka, katerega namen je bil povezati Slovenijo, spodbuditi ljudi, da začnejo kvačkati in s tem ohranjati nacionalno tradicijo. Izdelalo se je 212 grbov, za katere se je porabilo 530 kg preje in vložilo 21.200 ur dela. Grb občine Puconci je izdelala gospa Sara Luk, katero vabim na oder, da grb županu tudi slavnostno preda.
Zahvaljujemo se učencem in učenkam osnovne šole Puconci za popestritev današnje prireditve. Vkolikor bi kdo od gostov želel zbranim nameniti par besed, vabljeni na oder. Ja, izvolite. Predstavnik prijateljske občine z Ukrajine. Добрий день. Vážení пані а панове, vážení обчани места Puconci. Я приехал из Украины. Jsem župan, pobratima Poljana. Máme 14 000 občan a 28 000 беженцев teraz. Я пришел tu, чтобы указать нашу повагу, подякувати від нашої общини, від наших обчан, вам, особисто Людвіку Новаку, всім свідникам і всім общанам вашого Puconca. Шановний пане Людвіку, висловлюємо слова щирої вдячності вам особисто, вашому депутатському та особовому складу муніципалітету Puconci, а також мешканцям міста Puconci за підтримку та надану гуманітарну допомогу. Ми впевнені, що ваш приклад показує іншим муніципалітетам. Надаючи допомогу у цей нелегкий для нас час, ви даруєте надію, що разом ми подолаємо будь-які негаразди. Ваша підтримка та усвідомлення того, що ми маємо таких друзів, побратимів у Словенії, зокрема у Puconцях, які пам'ятають про нас та всіляко підтримують нас, надає нам ще більше сил подолати труднощі у період війни. З праздником, шановні, важні пані а панове, общани Puconci. З праздником, Людвік, дякуємо за все, що ви для нас робите. Mogoče še od gostov? Župan občine Kuzma. Spoštovani gospod župan, pa podžupana, cenjeni občinski svet, občinska uprava, občanke in občani, cenjeni gosti. Ga mogoče v esperanto maternem jeziku prekmurščine. Čisto zato, ker gospoda z Ukrajine smo komot razmili, ne? Zakaj pa ne bi meni? Jaz v imeni vseh prisotnih sem sicer najmanjši občan, po velikosti, ne? Fizični mislim pa tudi po velikosti občine. Ampak so me te napeljali in morajo iti, ne? Tako je. To napeljuje na to regija, pa Slovenija, pa ostali prostor. Gospod evropski poslanec je lepo povedal tisti primer, kako se nekako dela na ton, ko se predvsem podeželje ohranja in krepi. Ja, to mi v Pomurski regiji tudi dobro znamo. Zanimivo, imeli smo vse dobre ljudi v zgodovini, ne? In v Puconci, in na Goričkon, in od spodaj na Krškon. Zanimivo, Želodec je pa vedno središče. Ali je Dunaj, ali je Budimpešta, ali Ljubljana, ne čudno.
Tako, jaz bi najprej seveda čestito, ne bi bil rad dolgi v govore, če tebi pa nekaj moram povedati. Jaz sem prepričan, da bi ti pravil, če ti si car. Pa ne si, ker si ne absolutist. Ti si totalni demokrat, od katerega bi se mogli včiti, kako se dela z ljudmi. Mi vsi mlajši župani se toga moramo od tebe včiti. Zato Bog te živi. In ne dvomim, za kojeg nesnega častnega občana. To mesto verjetno čaka tebe, samo Bog ti daj zdravje. Še kdo mogoče? Vkolikor ne, bi vam tudi v svojem imenu zaželela prijetno praznovanje današnjega praznika, pa za zaključek še vabim enkrat našega župana na oder. Kem ponovim malo Đovžeka, kem pa svoj materni jezik je učil. Ker najprej nisem znal prekmurski, pa te slovenski, komaj v osnovni šoli sem začel govoriti, prej sem vas sicer učil. Najprej bi ga čestitil vsem dobitnikov nagrad, pa priznanj, pa občanom in občankam v Ognjiščnem Vsetke. 28 let je minilo, ko smo ustanovili to občino, in 3 leta je minilo, pa smo prav, zakaj pa mi ne bi svoj svetek imeli, že eno občino imajo. In jaz sem sicer malo gledal se po druge občine, 4 so imele, te pa treba roditi, 4 dan bi izbrali. In včeraj je bil 13. oktober, 241 leto je menilo toga, ko je bil izdan tolerantni list, ki ga je zdel takratni cesar II. In morate znati, da na našem območju deluje več verskih občin. Mi je katoliška, evangeličanska in binkušna, ker vsi skupaj strpno živimo. In takrat je cesar Jožef II. Dal enakopravnost vseh verskih skupnosti. Vendar še ne tako pravom pomeni. Če se pelate po Puconca doj, pa tu pred cerkev pridete, vidite lepi park. Pa znate, zakaj so ti parki? Samo od toga, ker takratni cesar in takratna habsburška oblast pravila, luteranska cerkev je rekel samo, če 300 metrov kraj od ceste. Vidite, kaj ne je tako vse slabo, kako čas kaže. Kaj je park tu, fajn, kaj je park ostal. Če že sledi vidite, polo sledi smo delali, ker sem gledal pa verni v cerkvi Podonce, ja naša je pa že ob cesti, skoraj manj na ceste. Pa tu bi fajn bilo, če bi še ti tako prepovedano bilo. Jaz moram povedati, ker sem vedno bil dobre sodelavce, se vsem zahvaljujem. Predvsem pa nekdanjem ravnatelju in podžupanu. Hvala lepa. Župana so malo prevzela čustva, pa vas je pozabil povabiti naprej na naše praznovanje, zato vas vse skupaj vabimo na praznovanje, pa pogostitev v Prosečku vas. Hvala pa lep dan.